Čeprav Mercedes-Benzov patent motorwagen velja za najstarejši modern avto na svetu in prvi, ki je šel v proizvodnjo pred 138 leti, je njihova znamka AMG tista, ki nam, avtomobilskim navdušencem, zares požene kri po žilah. No, ta pa je stara 57 let in na začetku sploh ni bila v lasti Mercedesa, ampak je kot povsem ločeno inženirsko podjetje razvijala dirkaške motorje in izboljšave za Mercedese. Pred 25 leti pa je takrat še Daimler Chrysler prevzel večinski delež AMG-ja in od takrat so takšni avtomobili redno v njihovi ponudbi. Leta 2018 je AMG Sydney postal prvi prodajno-servisni center samo za vozila AMG. In ker Slovenci ne moremo biti izjeme, smo poseben kotiček za ta uživaška vozila dobili tudi v Ljubljani. Mene, ki sem po naravi firbec, pa seveda zanima, kako se počuti nekdo, ki reče: evo, jaz pa si grem izbrati svoj AMG. In ker hočem biti totalno trendovski in ne preveč opazen, bom za hec izbral križanca. Gela je malo bolj kupejevski. Ja, Gela, se mi zdi fajn. Dobro. Jaz si ekstremno želim projekcijski prikazovalnik, pa hočem še, da me avto opozarja na vozila v mrtvem kotu, da koga ne spregledam. Mislim, da je siva bolj hvaležna, kar se vzdrževanja tiče. Druga ne rabim, rdeči šiv je fajn, edino veš kaj ogrevanje bi pa imel. Boma izbrala še to opcijo. Tako bo izgledal po noči. Fajn. In še notranjost. Aha, samo jaz bom izbral rdečo ambientalno osvetlitev. Me prav zanima, kako bo izgledal zdaj v živo. In to je moj nov avto. Za take mlade, kot sem jaz, uspešne v življenju, ki radi malo više sedimo, obenem pa radi gremo kdaj malo tudi hitreje. A ne? Čestitke, gospod Iztok. Hvala. Izvolite, pa varno vožnjo. Hvala. Za razliko od običajnih Mercedesov boste AMG prepoznali tudi po dvomestnih številčnih oznakah, ker tisti imajo 3. Tukaj je recimo 35, ne pa 350. Je pa že kar nekaj časa tako, da številke ne odražajo prostornine motorja, ampak nivo moči. Tukaj je dvolitrski turbobencinski motor z 225 kW moči, torej s 306 konji. Pogon je seveda 4-kolesni, največja hitrost je 250 km/h, pospešek z mesta do 100 pa 5,2 sekunde. Torej je hiter, a ne? Ima tudi lep zvok, veliko okrasko, da se počutiš posebno, avto je pa dovolj kompakten, da ga obvlada tudi kdo, ki ne mara prevelikih. Je pa res, da vožnja tukaj ne bo tako udobna kot pri klasičnih Mercedesih, ker mora biti podvozje naravnano bolj športno, zato na kakšnih slabih cestah kar trdo blaži. Ampak, če želiš ta prav AMG, mora biti pa zadnja številka 63, oblika pa takšna. Tole je pa stroj za ta prave sadokusce, hiter, lep, glasen, poseben. GT je pač vrh športne ponudbe in je s svojim 8-valjnim motorjem pravi bombnik. 4 litre prostornine ima kar 800 Nm navora, 430 kW moči, kar je po domače 585 konjev. Pogon je pa tukaj 4-kolesni Firmatic Plus, kar pomeni, da lahko 100% navora prenese naprej ali pa nazaj, torej tudi driftati. Menjalnik je pa 9-stopenjski. Pospešek do 100, 3,2 sekunde, končna hitrost pa 315 na uro. Res je krasen, dober občutek imaš za volanom, tudi noter sediš kot v kokonu, čeprav je prostor tudi za malo večje voznike od mene. Kljub velikemu motorju in meram pa se mi ob vseh novodobnih električnih pošastih tole sploh ne zdi težek avto. Pod 1900 kg tehta prazen, zato se v bistvu pelje dosti dinamično. Ne bom rekel lahkotno, je pa krasno vodljiv. Pač živaški. Ta ima zraven še recimo tele ogljikove dodatke, ogledala, pragovi, spredi, zadnji, potem tale ful huda kovana platišča, digitalne luči s projekcijo, pa še, pa noter tele školjkaste dirkaške sedeže.
kaj več pa ne, zaradi tega, ker imajo GTI v osnovi že skoraj vse. Čeprav meni je bolj všeč v tej barvi. Je tak stilsko dovršen. Ampak zakaj pa so AMG tako posebni? Ker vključujejo prestiž, veliko moči in vrhunsko vozno dinamiko. Kako se kupci vozil AMG razlikujejo od kupcev klasičnih Mercedesov? Kupci vozil znamke AMG so ponavadi že bolj informirani, dejansko vejo dosti o avtu. Mi jim dejansko pomagamo samo pri malenkostih, kot so na primer bolj športno podvozje, mogoče bolj športni sedeži, osnovo pa dejansko že vejo sami. Pri takšnih znamkah se meni zdi pomembna še ena stvar, in sicer, da poskrbijo za svoje voznike tudi s profesionalnimi inštruktorji in v tem primeru lahko organizirajo akademijo vožnje AMG, ker obvladovati takšen stroj ni hec. Naša želja je že enkrat bil in ne more prehvaliti. Ja, sploh zaradi tega, ker v takšnem varnem okolju se potem prepričaš, kaj tvoj avto dejansko zmore, ker na cesti tega pač ne moreš do konca, a ne? Pa tudi ne smeš. Lahko pa se vseeno veseliš vožnje v službo, če zbereš kako bolj ovinkasto cesto, ali pa je tvoja služba glih v kontrasmer od zastojev. Zato pa imamo radi avte, a ne? Seveda imamo radi avte, kdo pa ne mara AMG-jev? Ja, ne vem, kje si bil, ko smo snemali, ne? Drugače pa, če se prav spomnim, imaš ti narejeno akademijo za vožnjo, ne? Mam, ful super stvar, vse v bistvu take programe ima večina teh hudih znamk avtomobilov in jih nadvse priporočam, če hočeš izvedeti ali pa sprobati, kaj vse ti avti zmorejo. V bistvu so bistveno bolj zmogljivi, kot si sploh lahko mislimo. Naprimer, tale Mercedes AMG One. Mislim, totalno nora zadeva. Zanj sem gledal video, so mi šle kar kocine po konci in to je verjetno edini priključni hibrid, ki bi ga hotel imeti, ne? Ja. Tehnika je iz Formule 1 in je prav smešno. 1,6 litrski bencinski, 6-valjnik, sistemska moč ima pa za, pazi, 782 kW, kar je 1063 konjev. Lewis Hamilton ima pa krat 2, ne? Mislim, čisto hudo, ampak mene še bolj kot to, v bistvu navdušujejo zmogljivosti tega avta. To je prvo avto na svetu, ki ga lahko voziš po cesti, hkrati pa septembra na znamenitem Nordschleife dosegel čas malo pod 6 minut pa 30 sekund. V bistvu je dosegel čas 6 minut, 29 sekund in 9 stotink, točno, ne? In je svoj rekord izpred 2 let izboljšal za 2 sekundi. 6 sekund, za 6 sekund. 6 sekund. Ja. Jaz bi to zihar za sekundo ali pa 2 še dol obutno, samo ne vem, zakaj me niso poklicali. Ziher, ja.